Atlantik je bil tisto noč skoraj črn. Ne tisti filmski črn, lep in romantičen, ampak težak, mrtev brez konca. Valovi so udarjali ob kovinsko telo ladje MV Hondius, medtem ko je večina potnikov še vedno verjela, da so na luksuzni ekspediciji svojega življenja. Nihče ni vedel, da nekaj nad njimi že kroži po prezračevalnih sistemih, po hodnikih, po kabinah, med ljudmi, ki so še nekaj ur prej skupaj pili vino, igrali karte in fotografirali ledenike. Ko je prva oseba začela težko dihati, so mnogi mislili, da gre za pljučnico. Ko je druga umrla, se je po ladji prvič razširil občutek, ki ga ljudje opisujejo samo še po katastrofah, da nekaj ni več pod nadzorom. V tem videu bomo omenjala WHO, torej World Health Organization, ker pač je glavna stvar, ki stvari potrjuje in opušča kot hipoteze, ideje, strahove, teorije. Glede virusa, ki smo vsi zdaj zanj slišali, v glavnem, če rečem WHO, je World Health Organization, kao legitimni vir. Marsikaj v tem videu bojo tudi razne teorije in zapleti in špekulacije in TikTok teorije, tako da ne se bati. Mene osebno, če kdo vpraša, mislim, da je vse pod kontrolo. Za mene osebno ni strah. Ne bazirati iz mojega strahu, bomo šli pa čez vse možne teorije, tako da še vedno bo mečken scary video, glede na to, da se verjetno vsi še vedno ful bojimo, da lahko pademo nazaj v pandemijo z 2020 v COVID dobo, tako da. Prej začnem sem, da omenim, da sem ta teden v bistvu sem bila, ker je zdaj petek in je zadnji dan te oddaje v oddaji Riba, Raca, Rak, danes ob 8 zvečer, realno bo zadnji del. Evo, še srčke gor, da je mečka nazaj v rit zlezen, ker verjetno dobro ne bo. Jaz sem bila v torek, če šel kdo za nazaj pogledat, sem pa eno stvar opazila, ker dobiš novo publiko, novi ljudje, ki te gledajo, torej ne samo mene iz interneta, ampak zdaj še iz TV, so novi ljudje, ki te googlajo, novi ljudje, ki te zasledujejo in gledajo, kaj delaš ti online. In pa dojameš, koliko podatkov dejansko kroši okrog tebe. Jaz sem pač človek, ki googla smrti, nenavadne stvari, nenavadne umore, je na čudnih forumih in nočem te moje stvari online, zato imam vedno prižgane Surfshark VPN, ki je pa sponzor tega videa. Surfshark pač poskrbi, da je tvoje brskanje in surfanje anonimno oziroma noben ne ve, kva delaš. Z njim lahko dostopaš do celotne Netflix baze, serij, filmov, nekaj, kar v Sloveniji ne moreš, oziroma samo do tistih, ki so v Sloveniji, ker si pač omejen. S Surfsharkom nisi več omejen. Z enim računom lahko zaščitam vse, telefon, iPad, karkoli že imate, vse možne mini napravce, drug telefon, tretji telefon. Pa by the way, Surfshark te tudi ščiti pred milijon targetiranimi oglasi, ki jih vsi ne maramo. Pol je pa še opcija Surfshark One, meni osebno je tudi ful všeč, ker ima to zraven potem Surfshark antivirus in ti ni treba nalagati drugih antivirusov. Skratka, če te to mika, klikaj link v opisu, tipkaj kodo Alenka in dobiš 4 dodatne mesece Surfsharka. Zdaj pa gremo naprej na naš video in sicer na zgodbo. Če gremo na začetek o hantavirusu, ki se je začela na skrajnem jugu sveta. Eni temu dejansko rečejo konc sveta. Vsaj južno, če gledaš. In sicer smo v Argentini, v kraju, ki se mu reče Ushuaia. Upam, da se tako izgovori. Skratka, skrajni jug Argentine. In če ste videli, koliko jaz ste pomislili, ok, je Argentina topla. Južna Amerika. Ne. Pač dejansko tam dol v bistvu si že toliko severno, da je zadnja točka, preden se pač dotakneš Antarktike. Meni je bilo to, malo sem rabila, da sem sprocesirala. Zakaj govorimo o severu, če smo v Argentini? V glavnem, my bad. Jaz imam res slabo geografsko predstavo. Skratka, smo bili se Antarktike in tja ljudje hodijo, da grejo naprej z ladjami na razne ekspedicije, če hočejo skrajno sever raziskati in če hočejo v najbolj odstojene kraje našega planeta, najbolj severno, najbolj mrz, kite gledati, ledenike, pingvine slikati. Tja grejo. In tudi ta naša ladja, Hondius, je šla tja. Šlo je za nizozemsko podjetje Ocean Wide Expeditions in ta ladja MC Hondius je gor lahko imela, ne vem koliko ljudi, ampak bilo jih je 147, torej mejhna, taka omejena križarka. Ja, reče se križarka, ampak eni ste ful opozarjali pa na TikToku špekulacije. To je fake, to ni križarka, ki je kakšen bazen, ki so bari, ki so tobogani. To je pač ekspedicija, ki gre ekstremno na sever. Tam ne boš veliko na palubi, kjer je mraz, noter so bari in določene stvari za zabavo. In to je zelo taka luksuzna križarka, pa ne v smislu, kaj tam ponujajo, bolj v smislu, da je drago in te pelajo na take odtujene kraje, ker žitek je vse skup draže, pa da tam so bolj varni v teh hladnih območjih. In tam gor lahko pričakuješ prvo kot prvo, ko ste ni že ugotovili, bolj premožne ljudi, po drugi strani pa zdravniki, fotografi, upokojeni pari, bogati avanturisti in pa neki ljudi, ki so celo življenje sanjali, da bojo tja šli. Kaj da bi si predstavljal mogoče ekspedicijo na Mount Everest? Prav, prvo kot prvo moraš biti bogat ali pa cel life moraš parati, da si prvošaš. Ne vem, koliko je to denarja, ampak ni za kogarkoli. Ladja torej izpluje začetek aprila 2026. In potem nedolgo zatem WHO, World Health Organization, reče, opala, gor imamo hantavirus. Hantavirus sam po sebi ni toliko nevaren, sploh če je kakšna različica, ki preprosti dobi človek in ima pač malo težav z dihaljem ali kakorkoli že. Pol imamo pa antsko verzijo, ki je pa edina, vsaj ki jo mi kot ljudje poznamo in imamo raziskano, da se lahko širi tudi iz človeka na človeka, potem pa i takoj.
panika. Ujeti so na križarki. Najbolj nevarno verzijo hantavirusa imamo, to je dejansko družina tega virusa, zbrav ena vrsta, ki gre lahko iz človeka na človeka. Ne tako kot korona. Koronavirus se je širil hitreje kot ta, ampak še vedno. Tudi za korono vemo, da je mutirala na eni točki in se je potem začela širiti hitreje. Tako da je razumljivo, ker se vsi spominjamo leta 2020, je to full scary novica, pa tam vsi v tistih izolirskih oblekah in vsakem prstanišču, ki so blizu prišli in so ostavili, pač so fotke nastale in se je to širili po internetu in je izgledalo ekstremno scary, se strinjam. Zdaj, v virusu veliko ne bom filozofirala, point je, da se prenaša iz živali na ljudi in sicer iz živali predvsem miši in podgan oziroma iz njihovih iztrebkov, potem, če mi to vdihamo ali iz iztrebkov ali pa iz njihovega urina, gre nam to v respiratorne poti, v pljuča in v bistvu tudi vpliva najbolj na pljuča in jih kolepsa in jih zalije z vodo itd. Zdaj, ta oblika je pač taka kruta in tudi načeloma poteka najprej kot navadna viroza. Imaš tisto tipično utrujenost, bolečino v mišicah, vročino, tralala in potem s časoma ti voda zalije pljuča in težko dihaš in zdaj ali preživiš ali ne, načeloma nasrkajo dihala in se kolapsira pač ta sistem. Še zdaj uradno ni dokončno potrjeno, kako je ta virus prišel na ladjo, obstajajo pa dejansko 3 možnosti. Ena je, da ker je ta virus značilen za Čile in Argentino, so rekli, velika verjetnost je, da smo ga dobili na ladjo na ta način, ali smo noter prinesli določene stvari plus mogoče kakšno družino miši in podgan, ki so to sabo prinesli na ladjo, ali pa je gor prišel kakšen potnik, ki je bil okužen iz Čile ali pa Argentin, kjer sem slišala, da je bil absolutno nek moški starejši oziroma srednjih let, ki je opazval tam neke ptiče in je potem do njega, je verjetno to usrkal in prišel na ladjo. Tretja opcija pa je, da je nekdo na ladjo že prišel okužen. Tukaj pa pridemo do najbolj nevarne oziroma najbolj scary dejstva tega virusa, saj meni osebno je pa to, da ima inkubacijsko dobo tedne, kar je full, lahko tudi do 8 tednov, fucking 2 meseca, iskreno. Ja, sej, kvaranta, mislim, tako, za karanteno značilno, ker karantena pomeni kvaranta kot 40 dni v italijanščini, so jih takrat v Benetkah, mislim, da celo imeli v karanteni velik in v tem pač izvira ime. Ja, dejansko 40 dni v tem primeru mogli biti oziroma še več, a ne? Več. Valjda več. Zdaj, če se probamo postaviti v kožo teh potnikov, jaz jim res nič ne zavidam. To je moglo biti full scary, zdaj pač, kot vemo, niso več na ladji, izkrcani so bili v Španijo, ampak dokler so bili na ladji, je rečeno za ladjo, da je idealen, oziroma križarka, da je idealen kraj, kjer bi se ta virus lahko razvil in preselil na druge, ker je omejen prostor, ker so vsi na kupu, ker skupaj jejo, skupaj pijejo, skupaj se družijo, skupaj so v barih, skupaj imajo dogodke, plus skupaj so potem v kabinah po 2 tesno in potem se cel dan srečujejo in hodniki in prezračevalni sistemi in vse tam deluje kot perfekt območje za širjenje tega virusa. Zato je vse skupaj toliko bolj scary in za nas, ker nismo vedeli, kaj bo dol prišlo z te ladje, in za njih, ko so se mogli vsak dan tresti in tam hoditi in se spraševati, aj sosed boven, sem jaz boven, v cele noči so si merili vročino, jaz bi se tudi, jaz bi bila tako paranoična, bogi reveži. Mnogi so pa spali z maskami, potem tisti zaposleni so tam hodili v teh oblekah, zaščitnih oblekah celega, plus koliko moraš biti jezen, da tam priješ normalno delati na križarko, doma imaš ljubljene in zdaj moraš še vedno jim strešti in pač hrano nositi do kabin in pač poskrbeti za njih. V bistvu si cel prestrašen, ampak pa si zaposleni in moraš nekako funkcionirati, pač to mora biti tako scary. Ali pa zaposleni tisti zdravniki, ki so bili gor, koliko so to kar nekrat ogroženi, mislim, ni več samo navaden pregled, ampak je tako velika verjetnost, da nekaj fašeš. Ne moreš dam, ne moreš pobegati, ne moreš se izkrcati, cel svet govori, da bi ta ladja mogla potoniti. To smo vsi verjetno pomislili, da bi se mi bolj safe počutili oziroma da ne bi sveta dol zaprli spet za 2 let, ampak ja. Vse je klaustrofobično in dvigala notri hodniki, že sem da po hodniku greš. Kaj moraš na WC, pa na WC-ju, koliko je to moglo biti scary, bogi. Torej, po poročilih WHO je bilo na ladji več potrjenih in verjetnih primerov okužbe, 3 takrat so umrli, ne? Več ljudi je bilo hospitaliziranih v različnih državah, nekateri so razvili hude respiratorne simptome. Zdaj tako, na eni točki je iz te ladje odkorakali 23 ljudi in so šli tudi domov z avioni. Sami. Jaz ne vem, kdaj se je to zgodilo, nekako je do tega prišlo, je to tako bogati, pa jim noben upal reči ne, ali so nekako jih preverili in sklepali, da mogoče nimajo virusa, ne vem. Ne vem, kva je bilo, ampak 23 jih šlo dam. Gor so bili potniki iz 20 različnih držav, tako da te potniki, ki so šli dam, ena je na letališču, mislim, da se je sesula in njen mož tudi, ali žal se tega detajlov ne spomnim, tako da ne bom trdila. Pa ima pa enega Švicarja, ki smo povedali, da je bil v Zürichu, velik dan sem bila v Zürichu, whatever, je bil v bolnici s potrjenim hantavirusom. Tako da, pa Anski tudi vsev, tako da, ja, to je meni bizarno, da je neki tok scary in ljudi spustijo dam, kaj lahko tok pomemben, pač ostan tam stari. A veš, že dejstvo, da so enega v Švico prinesli, pa za druge zdaj ne vemo, ali imajo, nimajo, ker še vedno inkubacijska doba traja, je meni bizarno. Everybody keeps saying, sink the boat, sink the boat, sink the boat.
The boat's not the problem anymore. The problem is the 23 people that got off that boat 2 weeks ago. Yeah, 23 people who live across the globe, mind you, got off that boat and went on about their business. Traveling, continuing trips, going to work possibly, who knows? Those 23 people carried on with their lives for the last 2 weeks, almost 3 weeks, and did not know that they had came in contact with this virus. Those 23 people, including the one man who's from Switzerland, who is now currently hospitalized because he has the virus and took it home to his wife. Those 23 people live in Switzerland, France, the UK, the United States of America, Canada, Australia, Taiwan. The boat is no longer the problem. The spread has begun. Now we pray. Razumem, da se ta virus ne širi tako hitro, ampak kot smo rekli, lahko mutira in se bo širil hitrejš in pač, ja, so stvari, mislim, ne vem, zakaj so šli tam. In to vse skupaj zdaj pripelje do raznih teorij, ki pač istočasno hočem, da so vam zanimive, ne pa da vas preveč prestrašijo, tako da lahko malo mozgate zraven in jaz načeloma mislim, da so ta stvar lepo umirila, ampak vseeno gremo v te teorije zarot, ker pač moj kanal je temu namenjen. Prva največja teorija, oziroma velika teorija ne bi bila, ki se je širila po Redditu, po X-u, po TikToku, da ne bi šlo za nek laboratorijski poskus. Trdili so, da ta sev ni naraven antski sev, ampak da je bil ustvarjen ali pa mutirana različica. Zato pač ni nobenih potrjenih dokazov. Nekateri so tudi verjeli, da ne bi bila ladja uporabljena kot nek eksperiment ali pa mogoče, da tako kot so nekateri res močno verjeli, da je bila koronavirus, da je bil umetno ustvarjen oziroma namerno ustvarjen, so isto verjeli za to ladjo, ker je tudi tako perfekt scenarij. Pa še tako čuden je bilo sem, pa zakaj ni bazenov, zakaj ni navadna križarka, kako je lahko to križarka, če so gor kar eni ljudje, niso niti poparčkani, ker je bila drugačna križarka. Hvala Bogu iskreno ni bila navadna križarka, ker je bilo okoli, ne vem, 3-5 tisoč ljudi, to bi bila štala. Hvala Bogu, da je bila ta majhna križarka. Potem pa še en fun fact. Ta moški, v bistvu edini video, ki sem ga jaz videla direkt iz te križarke, je bil sam ta moški, zdaj ne vem, a drugi, a so jim vzeli telefone, da ne bomo panike delali, ne vem, ali ne vem, kaj je bila fora, v glavnem ta edini objavil. I normally wouldn't make a video like this, but I feel like I need to say something, so I wrote a few things down. I am currently on board the MV Hondius, and what's happening right now is very real for all of us here. We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families, with lives, with people waiting for us at home. There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part. All we want right now is to feel safe, to have clarity, and to get home. So if you're seeing coverage about this, just remember that there are real people behind it, and that this isn't something happening somewhere far away. It's happening to us right now. I'll share more when I can, but for now, I just ask for your kindness and understanding. Thank you. In crazy pri temu je, pa še več teorij zarot izbudil, da ta tip je isto snemal videe o koroni, dejansko obstajajo njegovi videi na TikToku, ki govori o covidu, in je full weird. Gorgeous, gorgeous girls get vaccinated. Gorgeous vaccinated girls get boosted. And gorgeous boosted girls get boosted again if you're eligible. Be real for all of us here. We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families, with lives, with people waiting for us at home. In pa so ljudje pomislili, ok, če bi on povezan prej s covidom, da je širil ta strah ali da je zdaj verjetno tudi s tem virusom in to so zaposleni ali pa neki. A štegaš, ful je šlo vse skupaj, da je to en nek poskus človeštva spet ali neka nastavljena stvar. Potem druga stvar so bili te zemljevidi, ki so krožili. Jaz ne vem, če to, tisti, ki sem TV gledate, to vidite, a ste videli na YouTube, jaz vem, da sem to videla na TikToku, ki so ves čas, ki scrollaš, ti ven kažejo, ven skačejo zemljevidi, ker so take rdeče pikce ali pa linije, ki vse je že hanta virusa, ne? In po itak smo vsi gledali, že
Sloveniji, že v Evropi, koliko blizu nam je prišel, in pa so se vsi tresli zaradi tega. Eni so bili baje resnični te videi, eni pa popolnoma fake, tako da je bedno, da enega dobiš in si, oh my god, skoraj že pri nas, v resnici pa nič od tega ni res, tako sam te beden preplah. Ker se tiče Slovenije, by the way, ni pač nobenega potrjenega primera, ampak v Sloveniji že desetletja poznamo določene vrste hantavirusov, predvsem povezane z gozdnimi glodavci. Občasno se pojavijo primeri mišje mrzlice, očitno tudi hantavirus, ampak tu ni ista situacija, kot pa pač ta izbruh, ker bi se sploh razširil iz človeka na človeka in ni tako nevarno. Spet, če gledamo COVID, pa vsi se bojimo tega lockdowna in leta 2020 se je najprej lahko razširil max na 2 človeka, potem ko je mutiral, se je pa širil na 5 ljudi povprečno, kar je full scary, in valjda, mislim, da zdaj, da je hantavirus, da rab mečkano več tesnega stika, pa več časa biti v istem prostoru, kot pa COVID, ampak naj bi se tudi razširil, mislim, da na 0,2 človeka, ampak je pa ful bolj scary, kot veste, sem tudi slišala različne dejstva, ampak res ogromna umrljivost je pač pri tem virusu. Verjetno odvisen, koliko si strpa, koliko ima zdrava pljuča, pa vse to, ampak ja. No in potem imaš ljudi tudi online, ki te malo strašijo, naprimer tisti, ki se spoznajo na stvari in tole recimo je bivši zdravnik, ki ima tak mnenje. Hantavirus will spread. It absolutely will get worse. We are underprepared, we are underwarned, and we are under-resourced. You've heard of this cruise ship. It docks in Spain on Monday. 3 have already passed. 5 are confirmed sick. Dozens, potentially carrying a virus that we know spread person to person, are jumping off a cruise ship in just a few days. That has happened before exactly once in recorded history. I'm Rick Pescator. I'm an ER doctor, former state chief physician. I'm the editor-in-chief of Emergency Medicine News. I helped lead the national COVID response, both its wins and its failures. 30 passengers have already gotten off this boat. 6 are in California and Georgia and Arizona for a virus that hides in the body for up to a month and a half. We may not know who's infected until June. We didn't learn shit from the pandemic. We didn't build the system that's supposed to catch this. We took it apart. Every ER doctor in the country is supposed to get an alert when this happens. It's called a HAN, a Health Alert Network. But no alert has been sent. In March, the CDC quietly paused 20 tests for rare viruses. They've lost 3,000 employees. The disease detectives who are trained specifically for this, they're gone. We spent $1 trillion after COVID. We bought machines for viruses we already knew. We did not build what matters, the ability to make a new test fast when something shows up. There's a cruise ship right now in the Atlantic that's telling us that the lights are off at the CDC in Atlanta. This will spread, but we will find out late because the people who have been paid to watch have been told to shut up. On recimo pa trdi, da se premalo bojimo, da nam skrivajo stvari in da stvar je ful bolj zastrašujoča, kakor mislimo, tako da ne vem, koga poslušati. Sem pa tudi videla veliko doktorjev online, ki pa govorijo o tem, da se ni nič zabati in da to nima niti malo potenciala za pandemijo. Basically se sam odločiš, kaj boš verjel, koliko se boš sekiral. Realno. Jaz vsak drug dan mislim, da imam raka že, tako da v bistvu je samo to, koliko se sekiraš. In še ena teorija, ki jo imamo radi na mojemu kanalu, je pa teorija Simpsonovi napovedujejo prihodnost in sicer ne bi zaokrožila slika Simpsonovih iz enega dela iz 2012 leta. Na tej sliki ne bi bil Bart Simpson na ladji z napisom Corona Cruises. Ta slika je na hiter ful sprožila preplah in bila, oh my god, spet so uganali, oh my god, če naslov ladje se poklapa. Point je, da se je to izkazalo za napačno. Je pa ena stvar, ki je res, in sicer originalna scena iz epizode A Totally Fun Thing Bart Will Never Do Again res prikazuje družino Simpsons, ki so na križarki in potem se ful stvari dejansko poklapa. Look, that's our ship! Emergency message. Outbreak of the deadly virus is spreading rapidly. A virus? A worrying new challenge in efforts to contain the hantavirus. All we want right now is to feel safe. For now, nobody is being allowed off the boat. All ships must remain at sea. Have fun! My booze! It's the same disease that killed Betsy Arakawa.
the wife of late actor Gene Hackman. According to the newspaper, FEMA was called out to manage an outbreak of the hantavirus. I'm saying it wasn't the hantavirus. They're buying it. They're buying it. Your father and I were recruited for a project. They told us it was biological warfare, a virus. What killed those men? A silent weapon for a quiet war. Mislim, itak bi isto vse potekalo. Se pravi, če tam gor zveš, da je neka nova pandemija, bi bila splošna panika, zelo podobna. Se pravi, če pomisliš na to v Simpsonovih in če se pa to v resnici zgodi, kot se je zdaj, itak bi bil nekako podoben postopek, vsi bi hoteli, da vsi ostanejo na ladji, itd. Pa v resnici, pa prej, ki je bila tista fake fotka iz Simpsonovih, ki je gor pisal Corona Cruises, v resnici se tej ladji reče Royalty Valhalla. To je pa pač resnično ime bilo, da na tej ladji oziroma v tej epizodi. Skratka, ker imam jaz zdaj občutka, ja, se vse skupaj umirja, nekako mislim, da je stvar obvladljiva in obvladana. Če ima kdo kakšno drugo informacijo in če sem kaj pozabila, valjda napišite, ker me jaz tudi kaj spregledam. To je to za danes. Ne pozabite, spodaj v opisu videa je link, kliknite na njega in tipkajte kodo Alenka za 4 dodatne mesece Surfsharka. Zdaj pa jaz grem, pridni bodite, lepo se imejte, lep vikend vsem, Alien mama vas rada.